Gospod Mojsilović, danes ste od prve minute ostro štartali proti vratom nasprotnika, zadeli dvakrat v drugem polčasu in zmaga je tukaj. Mislim, da smo zmagali povsem zasluženo. Od prve do zadnje minute smo bili boljši. Igrali smo napadalno, v prvem polčasu smo imeli kar nekaj priložnosti. Nismo uspeli dati gola, v drugem delu pa smo dali 2 gola in si priigrali še kar nekaj priložnosti. Škoda morda, ker nismo zmagali še z nekoliko višjo razliko. Morda bi bilo dobro zaradi samozavesti ekipe, da bi zabili še kakšen gol, ker smo si danes to z igro tudi zaslužili. Zbog igrača, zbog samopouzdanja njihovog, bilo bi dobro da damo još neki gol više, smo to večeras zaslužili. Poleg tega, da ste dosegli 3 točke, pozitivno sigurno tudi dejstvo, da ste zadeli po 3 tekmah suše. Seveda, ampak mislim, da gredo vse zasluge na račun igralcev, ki resno vstopijo vsako tekmo. Tudi prejšnje tekme smo imeli priložnosti iz protinapadov, danes pa smo si vse morali priigrati. V Celju smo odigrali trdo tekmo, tudi proti Muri doma smo imeli priložnosti, pa izgubili. Razlika je samo v tem, da smo tokrat zabili prvi gol in povedli zasluženo in igralci si danes za tole tekmo zaslužijo zares vse čestitke. Poveli smo zasluženo i mislim da igrači zaslužuju svakako sve čestitke za večerašnju igru. Kako se postaviti proti čvrstemu Kopru v naslednjem krogu? Pa isto ovako, videli ste. Tu ni pravi skrivnosti. Oboje se dobro poznamo, nekoliko smo spremenili sistem igre, prešli smo iz 4-3-3 v 3-4-3, v fazi napada smo še nekoliko bolj nevarni. Obrambi pa je Halilović prinesel neko sigurnost. Proti Kopru bomo igrali našo igro. Sigurno nam v Kopru ne bo lahko, ampak pričakujem lepo tekmo, dobro vzdušje in tekmo s Koprom, ki nas je doma premagal, mi pa smo bili takrat veliko boljši. Se ovdje pobedio, a mi bili toliko bolji. Gospod Flis, danes praktično brez možnosti proti Domžalam. Ja, tako je pokazala tekma. Danes smo res, ne morem reči, da smo odigrali zelo slabo tekmo, ampak odigrali smo tekmo, ker nam nasprotnik skoraj da ni dovolil prav ničesar. Dvakrat so na hitro zadeli v drugem polčasu. Morda zato, ker sem menil desnega branilca in še tale ni bil segret, ampak dobro, zaslužena zmaga Domžalčanov, naša slaba igra, moramo naprej izboljšati neke zadeve in poskušati na naslednji tekmi osvojiti kaj več kot danes. Po prejetih zadetkih ste nekako poskušali napadati, vendar ni šlo. Ne, pa vemo, katere so naše težave in žal, ker ne gre, ker nismo te zadeve izboljšali in ne bomo tako hitro izboljšali, nam ta igra ne gre. In bolj nam leži igra na protinapade, očitno, ampak poskušali bomo dalje izboljšati tudi te zadeve, staviti ene določene igralce, ki to zmorejo in bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Naslednja priložnost boste iskali že proti Rudarju? Ja, zdaj z Rudarjem smo dvakrat dobro odigrali. Tudi tista prva tekma bila prelomnica z njimi, vendar imajo sedaj Rudar novega trenerja, večjo samozavest po teh 2 zmagah, tako da bo z njimi zelo, zelo težko, ampak vseeno se nadejamo pozitivnega rezultata.